Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem energijski trener za uspeh. Naslov današnjega razmišljanja je: bolj ko greš proti vrhu, bolj je pomembna vsaka malenkost. Ok, zakaj gre? Poglejte, dostikrat, ko se pogovarjam z ljudmi, ki pač nimajo nekih strašnih ciljev v življenju, neke strašne vizije, dejansko pač, glejte, z vsem spoštovanjem, ne, ampak tukaj pač govorimo dejansko o življenju, o uspehu in tako, ne. Ti ljudje živijo neko povprečno življenje, ne. In ko ti živiš neko povprečno življenje, potem dejansko nimaš časa oziroma nimaš neke potrebe, da se ukvarjaš z nekimi podrobnostmi. Pač čez večer pride nek film, greš malo kasneje spat, če potem, ne vem, zjutraj malo poležiš, ne vem, če nimaš nekih visokih ciljev, potem tudi recimo, kar se tiče neke fizične aktivnosti, niti ni toliko pomembno, ali greš danes na tek, ali greš v fitness ali ne, ok, sej bo, vse se da dogovoriti, vse se da pogajati, ne, vse je dejansko na nek način, bom rekel, ja, premakljivo, vse se da, zamenljivo, vse te stvari se dajo, bom rekel, delati na tak način, ne. Vendar, bolj ko greš proti nekemu vrhu, bolj ko hočeš narediti nek vrhunski rezultat, če temu lahko rečemo, ne glede na to, ali je to v nekem finančnem, športnem smislu, ali je to v nekem smislu nekega osebnega razvoja, bolj so pomembne neke malenkosti, bolj so pomembni detajli. Poglejte, če imam jaz zjutraj nek pomemben sestanek, že zjutraj ob 8, potem absolutno si ne morem in ne smem privoščiti, da bi šel ob 11 spat, da bi bil zjutraj utrujen, ne. To je recimo to, da ne bi bil, recimo, če gledamo vrhunske poslovneže, top menedžerje, uspešne ljudi, ne, dejansko vsi se zavedajo, kako je zdrav način življenja pomemben, kako je pomembno, da biti ves čas v vrhunski kondiciji, kako je pomembno, kaj ješ, kdaj ješ, fizično, kako delaš, ne. Nekje sem poslušal, da so naredili raziskavo, da so vrhunski poslovneži, ne, dejansko kondicijsko v skoraj istem rangu kot pa vrhunski športniki, ne, ker so napori, stres in vse te zadeve na takšnem nivoju, ne. Potem druga stvar je, recimo, če gledamo samo neko težo, ne. Če je moja idealna teža tam, recimo, ne vem, okrog 70, malo čez 70 kilogramov, ne, in recimo potem hočem jaz, ok, sem zadovoljen z mojo, rečemo 70 kilogramov je moja vrhunska, ne. Če sem zadovoljen z nekim 75 kilogrami, ok, potem niti ni toliko pomembno, kaj pojem, ali si privoščim nek burek, ali grem še kdaj v McDonald's, ne. Kilogram gor, kilogram dol, sej v bistvu niti ni toliko pomembno, ne. Ampak če pa hočem recimo imeti neko vrhunsko postavo, če hočem dejansko vzdrževati, bom rekel, nek nivo, ne, potem je pa vsaka stvar pomembna. Potem se spomnim eno leto, dejansko sem res delal na tem področju, potem je pač sladoled je odpadel, ne, celo poletje, sladice odpadejo, vse te, to pomeni bistveno bolj striktno se držiš, ne. In moramo razumeti, ne, uspešni ljudje, ne morejo funkcionirati, če nimajo urejenega življenja. Seveda, ko, bom rekel, povprečni ljudje gledajo včasih to, potem vidijo vse skupaj neke omejitve. Ja, poglej, ta ima pa urnik, mora delati to, mora imeti ta ritual, jaz tega ne bi delal, ne. Ok, verjamem, ne bi delal, ampak po drugi strani pa pogledaš potem nekoga uspešnega, ne vem, pač gledaš postavo, mu jo zavidaš, gledaš njegovo denarnico, mu jo zavidaš, gledaš njegov avto, mu ga zavidaš, gledaš njegova potovanja, ki so pač del tudi tega, ali pa recimo, ne vem, počitnice neke, ki si jih sam ne moreš privoščiti, mu jih zavidaš, ne. Večina ljudi bi imela rezultate, ne, niso pa pripravljeni narediti dela, ki je potrebno, da dobijo te rezultate, ne. In bolj, tako kot sem rekel, bolj, ko greš proti vrhu, večje rezultate, kot hočeš narediti, bolj so te malenkosti pomembne, ne. Za povprečne ljudi je vseeno, kdaj vstanejo, ne, mislim, vseeno, ne govorim zdaj vseeno, pa če imaš službo ob 7, ne moreš potem
do pol 7 spat, ne, ali pa recimo, ne. Ampak dejansko niti ni toliko pomembno. Če imaš službo oddaljeno 15 minut, teoretično lahko ob 6:30 ostaneš, se urediš in potem si v službi. Pač v službi še malo, bom rekel, k sebi hodiš, se pripravljaš na dan in tako naprej. Ampak če imaš pa ti neko odgovorno službo in 7 že sestanke, moraš biti v popolni formi, potem pa vstaneš recimo ob 5 zjutraj, meditiraš, narediš neko fizično vadbo, poješ nek zdrav obrok in si potem power. Ne? In je potem čist druga zgodba. Ne? In seveda potem se sprašujejo, zakaj jih ti ljudje, ki to delajo, prehitevajo po levi in desni, ne? In ostali se pač vlečejo. Tako da dejansko poglejte v svojem življenju, kam ste namenjeni, kakšni so vaši cilji, ne? Kaj bi hotel postati, kdo bi hotel dejansko v življenju biti, kakšno zapuščino bi hotel pustiti v življenju za sabo. Ne? In potem se pogledajte, kaj ste pripravljeni za to narediti, ne? Kaj ste pripravljeni plačati ceno. Sej v bistvu cena zopet ni, ne? Bom rekel, cena je zelo relativna zadeva. Ne? Sem se pogovarjal z enim strankom enkrat in potem sem se pogovarjal o tem, o višjem zaslužku in, ne vem, in potem pravi, ja, če bi pa hotel zaslužiti toliko in toliko, potem bi pa moral toliko in toliko delati in toliko vložiti in tako naprej. Mogoče v nekem obdobju, ampak morate vedeti, da uspešni ljudje imajo življenje bistveno bolj organizirano in bistveno več od življenja. Ne? Kaj to pomeni? Ja, zato, ker kdor trdo dela, se zaveda, da rabi tudi trd počitek, ne? Če temu rečemo. Čas za sebe, za regeneracijo, da se napolni in potem bistveno več imaš od življenja, bistveno več delaš tudi za sebe in tako naprej. Tako da, bom rekel, tak nivo življenja ni dejansko, da je bistveno bolj naporen. Bistveno bolj naporno je sedeti na kavču in dejansko razmišljati, kaj bom delal, kaj bomo kuhali, razumete? Dejansko, če pogledamo, je življenje brez vizije bistveno bolj naporno, življenje brez rezultatov bistveno bolj boleče, kot pa življenje, ko ti jasno veš, kam greš, jasno veš, kam si namenjen, ne? In jasno veš, kaj je tvoj naslednji korak. Ne? Ker ko življenje postaviš, potem je postavljeno, potem ga samo nadgrajuješ, izpopolnjuješ in tako naprej. Ne? Detajli, male stvari so pomembne, male stvari. Ne? Tako da dejansko in te male stvari moramo gledati. Jaz sem recimo začel se ukvarjati recimo bolj delati na svoji prehrani in sem potem začel, dnevno koliko kalorij, kakšno je to razmerje in se potem ugotovil recimo, ne vem, kalorično čez dan dosežem tisto mejo, v bistvu še pojem precej manj, imam še neke rezerve, ne? Ampak v bistvu razmerje med beljakovinami, hidrati in proteini ni pravilno. In to so zopet podrobnosti. Ne? Zakaj potem moja, bom rekel, postava ne gre v pravi smeri? Ne? Zaradi nekih podrobnosti, ker imam, ne vem, par dni nazaj sem ugotovil, da v povprečju imam 10% maščob preveč v dnevnem vnosu. Ampak to so zopet neke podrobnosti, ki jih pač jaz hočem in želim vpeljati v svoje življenje, ker želim take rezultate. In vprašajte se, kam ste namenjeni, kaj hočete, ne? In potem boste videli, koliko so te podrobnosti pomembne tudi za vaše življenje. To je bilo eno kratko razmišljanje za danes. Želim vam en čudovit dan, bodite čudoviti in se kmalu spet slišimo.